V organizaciji Zveze društev gluhih in naglušnih je konec maja potekal seminar z naslovom Želim, da me razumete. Ovire pri komunikaciji z osebami z izgubo sluha v socialnem delu. Potekal je v prostorih zveze, namenjen pa je bil predvsem zaposlenim na področju socialnega varstva, ki se pri delu srečujejo z osebami z izgubo sluha. Med temi so osebe, ki za sporazumevanje uporabljajo slovenski znakovni jezik, osebe, ki uporabljajo slušni aparat ali polžev vsadek, in osebe, ki si pri sporazumevanju pomagajo le z ogledovanjem ustnic. V osnovi je človek fizično, duševno in tudi duhovno bitje in ima v svojem sistemu vgrajene potrebe, ki jih zadovoljuje, lahko le na način, da je v odnosu z drugimi ljudmi. In za odnos z drugimi ljudmi človek potrebuje skupni jezik. Z jezikom v odnosih izgleduje potrebe po kompetentnosti, po zabavi, ljubezni, svobodi in tako naprej. Osebe z izgubo sluha se težje vključujejo v te odnose in svoje odnose zadovoljujejo na težji način. Seveda lahko zadovoljiš odnose na zdrav način, z nekimi zdravimi odnosi ali pa na nezdrav način, kot so lahko droge, kot je lahko deloholizem, kot je lahko neki motivci, kot so socialna omrežja, televizija in internet in tako naprej. Ali pa celo brez odnosa. Moramo biti pozorni, da kadar osebe z izgubo sluha se soočajo z izgubo sluha, da je njihova prva naravna reakcija umik iz okolja, umik iz socialnih odnosov, kar pa pusti takoj posledice na duševnem zdravju. Osnovni namen seminarja je bilo obveščanje o ustreznem sporazumevanju in obravnavi oseb, ki se srečujejo s tovrstnimi težavami. Udeleženci so dobili uvid v svet oseb z izgubo sluha, katerega so, vsak svojega zornega kota, predstavili strokovnjaki in gluhi. Moje današnje predavanje z naslovom Izzivi izgube sluha v odrasli dobi se je nanašalo predvsem na doživljanje izgube sluha tekom odraslosti in vpliv te izgube sluha tako na konkretno mene kot osebo in kako je izguba sluha vplivala tudi na moje bližnje okolje, se pravi na moje domače otroke, partnerja, na sodelavce v službi. Izjemnega pomena pa se mi zdi tudi organiziranje izobraževanj na takšen način, da pridejo strokovni delavci iz različnih služb, kjer se srečujejo z osebami z izgubo sluha in nadgrajujejo svoje znanja z tega področja. Gluhi in težko naglušni spadajo med bolj materialno prikrajšane in socialno izključene ljudi. Njihove potrebe so prav zaradi komunikacijskih ovir, s katerimi se srečujejo, pogosto nerazumljene in spregledane.